Lepo pozdravljeni. Dobrodošli na spletni dogodek v okviru Kiblix festivala iz postaje iz arhiva postaje Diva. Današnji dogodek je hkrati zadnji dogodek iz spletne serije, ki smo je pripravili v zadnjih mesecih. Vse skupno smo imeli 4 dogodka in takrat imamo zaključni dogodek, ki bo se posvečal temi tela in identitete in je izbiro filmov pripravila Vesna Bukovec. Preden začnemo, samo bi skratka hotela povedati, kaj je v bistvu dogodek iz arhiva postaje Diva. Namreč radi se o sodelovanju med Kiblo in postajo Diva, arhivo digitalnih videjev iz Ljubljane, s katero smo v bistvu zbirali umetniške filme, ki jih imajo v arhivi, ter s namenom, da bi v bistvu prodiskutirali današnjo digitalno resničnost, bodisi skozi umetnost, ki je nastala na računalniški bazi, bodisi izpostavljamo dela, ki se na nek način lahko povezujejo s tistim digitalnim okoljem, v katerem živimo danes. Preden začnemo s samih filmih, bi hotela predstaviti Vesno Bukovec, ki je dolgoletna sodelavka postaje Diva, hkrati pa je tudi družbeno-kritična umetnica, ki, čeprav je študirala kiparstvo, dosti v svojem praksi uporablja tudi risbo in video. Zraven svoje umetniške prakse seveda kurira tudi video razstave in se ukvarja tudi z grafičnim oblikovanjem. Vesna, ekran je tvoj. Hvala, Irina. Lepo pozdravljeni. Zdaj bi najprej na kratko predstavila samo postajo Diva. Postaja Diva je fizični in spletni arhiv umetniškega videa, filma in novomedijske umetnosti, ki ga pri Zavodu SCCA Ljubljana razvijamo od leta 2005. In sicer je nastala na podlagi obsežnega projekta iz 90-ih, ki se je imenoval Videodokument, video umetnost v slovenskem prostoru 1969 do 1998. Takrat se je prvič sistematično zbralo in obdelalo selekcijo najpomembnejših videask in videastov in se s tem tudi postavilo terminološko in teoretsko podlago nadaljnjim raziskavam in zbralo tudi dokaj obsežen fizični arhiv videodel, ki se je z leti dopolnjeval. Sledili so mu pa tudi številni kuratorski izbori iz zbranega gradiva, ki jih pa predstavljamo pod skupnim imenom Videospotting. Raziskovalne razstavne projekte pa pod imenom Prakse arhiviranja, hkrati pa tudi povabimo k sodelovanju številne kuratorke in kuratorje in druge umetnike in umetnice, da delajo z arhivom oziroma v okviru arhiva predstavljajo svojo prakso. Študijski arhiv danes vsebuje že več kot 1500 enot avtorskih, dokumentarnih in glasbenih videodel, umetnikov in umetnic in skupin, ki delujejo v tem prostoru, kar je temeljna kategorija arhivskega gradiva. V arhivu pa poleg tega hranimo tudi dokumentacije performansov, dokumentarna avtorska dela, umetniške filme in televizijske oddaje o videu, novih medijih, dogodkih, posamičnih umetnikih in umetnicah. Arhiv je dostopen na spletu, imamo pa tudi ga v fizični obliki na SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani. Zdaj bi pa kar predstavila današnje gostje. In sicer Uršula Berlot je končala študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in v Parizu. V umetniškem ustvarjanju se osredotoča na nevidne in nematerialne vidike realnosti in pri tem pogosto uporablja tehnološko napredna optična raziskovalna orodja. V eksperimentalni in raziskovalno naravnani umetniški praksi prepleta različne medije in žanre, kot so svetlobne in kinetične instalacije, video, risba in virtualna digitalna umetnost. Leta 2010 je doktorirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer od leta 2009 poučuje na katedri za teoretične vede.
Deluje kot vizualna umetnica, teoretičarka umetnosti in predavateljica z zanimanjem za presečišča umetnosti, znanosti in filozofije. Sara Bezovšek je vizualna umetnica, ki deluje na področju grafičnega oblikovanja, novih medijev in eksperimentalnega filma. V svoji umetniški praksi zbira, shranjuje in kolažira vizualne reference, na katere naleti med brskanjem po spletu ter gledanjem filmov in televizijskih serij. Skozi apropriacijo ustvarja nove narative in pripovedi, pri čemer jo zanima, kaj ljudje gledajo in delijo na socialnih omrežjih in kako vizualni material potuje po internetu ter kako se spreminja in vpliva na uporabnike. Jaz bom nadaljevala predstavitev naših gosti. Aleksandra Saška Gruden je zaključila študij kiparstva pri Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kot multidisciplinarna umetnica se ukvarja s kiparstvom, prostorskimi postavitvami in intervencijami, videom, performansom, fotografijo, scenografijo in risbo. V svojih delih obravnava teme, kot so človeško telo in njegove meje, odnos med zasebnim in javnim, intimni svet posameznika, podoba ženske v sodobni družbi ter kulturna dediščina. Redno razstavlja doma in v mednarodnem okolju, pa za svoje dela prejela več različnih nagrad. Drugače pogosto sodeluje tudi sa drugimi umetniki in deluje kot kulturna kritičarka in je predsednica umetniškega sveta Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Jasna Hribernik je filmska režiserka in ustvarjalka umetniškega videa, videoinstalacij in intermedijskih projektov, a posveča se tudi avtorskemu dokumentarnemu filmu. V bistvu za številne dokumentarne filme je prejela že mednarodne nagrade, pa jih je tudi prikazovala v mednarodnem okolju. In v svojih delih se kritično odziva na spreminjajoči se svet in pozicijo človeka v njem. Na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici od leta 2012 sodeluje kot izredna profesorica pri predmetu Prostor in čas v gibljivih slikah. Potem last but not least, oziroma last but not least, Saša Spačal, umetnica, ki deluje na presečišču raziskav živih sistemov, sodobne in zvočne umetnosti. Njene umetniške raziskave se osredotočajo na prepletenost kontinuuma, okolja in kulture in planetarnih metabolizmov. Z razvojem tehnoloških vmesnikov in povezave s sredstvi za tretiranje prsti obravnava postčloveško stanje, ki vključuje mehansko, digitalno in organsko logiko v sodobni biopolitiki in nekropolitiki. Tudi ona je veliko razstavljala na domačem in mednarodnem prostoru in je večkrat bila nagrajena za svoje delo. Zdaj pa bi prepustila Vesni, ki je avtorica današnje izbire, da predstavi filme. Današnji izbor ima naslov Telo in identiteta. In sicer ko sem zbirala filme, pač pregledovala v arhivu in se nekako naredila nek tak sprehod od mikropogleda do makropogleda. In sicer začnemo z mikropogledom na delce telesa, ki so vidni samo s pomočjo digitalne tehnologije, in potem se premaknemo preko možnosti izkušnje razpršene identitete v VR prostor oziroma predstavitev VR prostora. V naslednjem videu obravnavamo spletne identitete in se seznanimo z nasiljem, ki lahko izhaja iz tega. In potem sledi primer zakrivanja obraza, ki ga danes z današnje perspektive lahko mislimo tudi kot varovanje osebne identitete. In končamo z izgubo identitete v makropogledu na skupino ljudi, ki jih pač ne dojemamo več kot posameznike z lastno zgodbo, ampak le kot piksle, ki se razkrajajo v medijsko posredovani podobi. Preplet razvojnih možnosti za človeka in družbo, ki nam jih ponuja tehnologija, se tako pojavlja
postavlja nasproti različnim vrstam zlorab. Zdaj bi pa kar naštela, katere filme si bomo ogledali. In sicer Uršula Berlot in Sunčana Kuljiš, Body Fraction iz leta 2020, potem sledi Saša Spačal Liminoid iz leta 2016, nato Sara Bezovšek, Cyber Stalking iz 2019, potem sledi Aleksandra Saška Gruden, Avtoportret iz leta 2001 in na koncu Jasna Hribernik, Tense Present, Šum fotonov iz leta 2015. Projekcija traja 25 minut, potem pa sledi pogovor. Dobrodošli nazaj. Zdaj bomo pa začeli s vprašanji in bi tudi hotela povabiti naše gledalce, da če imate mogoče kakšna vprašanja na splošno za naše gostje ali mogoče za kakšno gostjo posamezno, prosim, lahko jih opišete pod komentarje in potem lahko jim zastavimo ta vprašanja. Mogoče boš Vesna ti zdaj začela? Dela, ki smo jih pravkar si ogledali, so zelo raznolika in so nastala tudi v različnih časovnih obdobjih in v različnih kontekstih. Zato bi v bistvu poleg vprašanja, ki ga boste vsaka dobila, nekako vas tudi prosila, da predstavite ozadje nastanka tega dela, ki smo ga videli, in tudi kako se to delo umešča v vašo konkretno umetniško prakso. Pa bi začeli kar Uršula pri tebi, in sicer za tvoje videoprojekte je značilno raziskovanje prostemu očesu nevidnih mikrodelcev telesa, pri čemer uporabljaš tehnološka optična raziskovalna orodja iz medicine. Pa me zanima, kakšne so te tehnologije in ali uporabljaš delce svojega telesa oziroma kje dobiš te vzorce. Pa tudi me zanima, kako je to, se pravi, delo Body Fraction nastalo, kako je potekalo sodelovanje s Sunčano Kuljiš. Prosim. Hvala za besedo. Torej, ta video je nastal v bistvu v sklopu ostalih del, ki so bili del projekta, ki sem ga razvijala v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, in sicer smo v bistvu na podlagi teh drobnih delcev mojega telesa, prinesla sem delčke kože, nohta, en zob sklenine sem dobila pri zobozdravniku in smo dali to pod mikroskop, dobila sem tako vizualno gradivo, mikroskopske posnetke v različnih merilih in to sem potem uporabila za izdelavo različnih del, tako da ta video je pač eno delo izmed teh. Ostala so risbe, potem sem naredila take svetlobna dela, tako v bistvu transparentne svetlobne objekte. In zdaj video nekako združuje v bistvu materialnost iz teh različnih, pravzaprav tudi drugih interpretacij, vizualnih interpretacij. Se pravi, hkrati so prisotne te osnovne, originalne, bi lahko rekli, mikroskopske slike, potem risbe, ki so nastale na podlagi teh del, in pa tudi posnetki, ki so bili potem digitalno modificirani z različnimi efekti, transformirani, posnetki površin teh svetlobnih objektov, ki so pa tudi nastali na podlagi teh pač mikroskopskih slik. Tako da gre v bistvu za tako črpanje različnih podob, od recimo popolnoma pač simuliranih do videoposnetkov, originalnih teh mikroposnetkov, in to sem nekako združila, da sem dobila eno tako, rečemo, realnost, konstruirano realnost, oziroma zanimalo me je ustvariti en tak, recimo, vstop v neko tako pokrajino, ki v bistvu daje tak ambivalenten učinek, da težko v bistvu določimo, kje se nahajamo, kaj je tu mikropogled z nekimi asociacijami na mogoče kakšno makrostrukturo. Tako da se v bistvu ta osnovni, originalni material, ti posnetki nekako zgubljajo in prehajajo v nekakšno drugačno, rečemo, vizualizacijo. Tako da
Recimo en del, ki je vključen, ne, tako vmes se pojavijo tudi take animacije, ne, ki so v bistvu simulacije te reakcijske difuzije in gre v bistvu za animirane dele, ne, za v bistvu uporabo programov, ki se uporabljajo drugače v znanosti, kjer se pač prikazuje, vizualizira te kemične procese in na podlagi tega smo dobili te vzorce, ne, fraktalom podobne, take dinamične. Potem so eni deli, ne, pač teh posnetkov, tako čisto takih, kot so, oziroma nekako s takim zoomom preoblikovanih, in pa take kinetični vzorci, taki zelo prostorsko delujejo, ki so pa nastali res na podlagi videoposnetkov, ki so bili potem modulirani, a ne. Tako da nekako je bilo mišljeno in tako vstop v eno tako nenavadno pokrajino, ne, ki ima različne vrste asociacij, ne, zdaj. Mene vedno pol tudi zanima, kako drugi vidijo ta dela in nekako se vedno, to mi je zanimivo, no, poslušati pol te komentarje, recimo en izmed gledalcev, obiskovalcev razstave je videl, tako je rekel, to je pa tako, kot si predstavljam, strune, ne, se pravi, tako zelo take različne asociacije iz sveta znanosti in pravi, mene spominja na plazmo, ne, čeprav to ni, ampak vse, no, skratka, odprt je tudi nek diapazon interpretacija, ne, ki so nekako del tega, bi jaz rekla, ne, delo nekako na ta način ni zaključeno. To je, kar se tiče samega videa. Potem, kar se tiče sodelovanja z Sunči, to je moja prijateljica iz Pariza, Sunčana Kuniš, Gajo, in z njo sodelujeva tako pri različnih projektih, ona je specialist za pač tako prav video animacije in ponavadi to sodelovanje poteka tako, da izdelam nek projekt, pol pa pošljem kakšne materiale, malo vprašam, če se da iz tega narediti to pa to, kar jaz recimo ne znam, pa ona potem pride s kakšno idejo, pa to potem vključiva skupaj, pa je nekako neka taka dopolnitev. To je mogoče, kar se tega tiče, kar se videa tiče, no. Mislim, se lahko bi šla še bolj v detajl, ne, ko se je vprašala, kar se tiče tehnologije. Kakšna tehnologija je vključena, ne? Jaz sem zdaj povedala pač tehnologijo, s katero je pač video ustvarjen, ampak dejansko tukaj tako malo več, ne? Recimo, zdaj meni se zdi pomembno, no, tudi kako sem transformirala tiste originalne slike s pomočjo enega programa, ki se drugače uporablja v mikroskopiji, ne? To je Gatan program, tako da meni so tam na inštitutu dali tisti računalnik, pa me naučili, kako to uporabljam, in to poteka tako, ne, da imaš ti originalno sliko, potem pa narediš tako imenovano hitro Fourierjevo transformacijo, v bistvu simulacijo tega, preslikavo v inverzni prostor, potem pa vzameš neke filtre oziroma jih ti določiš, kakšni bojo, in potem računalnik generira na podlagi tistih podatkov, ki so s tem filtrom vzeti iz slike, generira v bistvu en tak replikant te osnovne slike, ki je pa digitalno oziroma algoritemsko narejena, ne, tako da v osnovi, ne, je veliko teh vizualizacij pravzaprav digitalno ustvarjenih, ne, ker sem na podlagi teh potem delala naprej, recimo te svetlobne objekte ali pa kakšne risbe. Tako da tle polno enih takih prehaja, ne, iz, rečemo, realnega, pa še to realno je vprašljivo, glede na to, kako je tehnološko pač pridobljeno, a ne, tudi z to mikroskopsko tehnologijo, pa potem z programi, z različnimi torej, tehnologijami transformirano, ne, v umetniško delo. Zdaj, to bi bil moj odgovor, lahko še kaj povem? Mogoče za enkrat je zadost, pa bomo pa, ko zaključimo krog, še če bo še kakšno vprašanje. Irena, boš ti zdaj prevzela? Hvala Uršula. Mislim, da je zelo drugače zanimiva izbira. Vesna, da smo v bistvu začeli sa filmom, ki v bistvu gre v samo telo na takšni eni stanični, celični ravni.
In se mi zdi, da je zelo zanimivo, da pač kako smo začeli in kako smo zaključili. Zdi se mi zelo lepa povezava. In zdaj bi se od tega nekega telesnega vesolja, da to tako poimenujem, ker mene recimo na to mi je zelo, pač me tako interpretiram. Ja, spominja. A po drugi strani pri Saši Spačal je tudi ta telesnost v centru, ampak je stvar v tem, da je liminoid v bistvu gre za virtualno izkušnjo, ki v bistvu spodbuja na transformacijo. In bi me v bistvu zanimalo, po eni strani liminoid je delo, ki je bilo kot galerijska inštalacija, potem je video nastal temeljem tega dela. In v bistvu me zanima, na kakšen način tudi delaš, kaj je tu dokumentacija in na kak način je ta dokumentacija postala zapravo del novega dela. Ja, potem v bistvu bi me tudi zanimalo, da mogoče poveš, na kakšen način je sploh prišlo do samega videa, pa kako je izgledalo samo delo in kako je potekal celoten proces. Ja, to je zelo kompleksno vprašanje in veliko jih je. Tako predvsem zaradi tega, ker jaz v bistvu to video delo na nek način razumem bolj kot tako širšo dokumentacijo instalacije in to je pri mojem delu vedno skoraj težji del, kot ustvariti samo instalacijo. Zaradi tega, kako nekomu, ki ni doživel tega v živo, ni imel izkušnje, niso bili vsi njegovi čuti ali pa njeni čuti nekako vpeti v celo to v bistvu scenografijo, ki jo pripravimo za njih, je to zelo težko. Tako da ta video je bil nekako montiran z idejo, da bi se vsaj malo te izkušnje lahko prevedlo. Gre pa tukaj za izkušnjo razpršene subjektivitete, v bistvu za nek tak iniciacijski ritual, ki pa je vsekakor ni ta nek ritual, kot se recimo, izhajali smo v bistvu neke antropološke ideje iniciacijskega rituala in se zavedali, da v tradicionalnih družbah je to zelo drugače izgledalo, zdaj to veliko bolj individualno doživljamo, in smo pripravili tako instalacijo skupaj z Maticom Potočnikom, ki mi je pomagal programirati se skupaj, sva potem razmišljala, kako v kakšni situaciji se to zdaj nam zgodi in ponovadi ta v sodobnem svetu to individualna situacija nasprotju s tradicionalnimi družbami, ker je to pač nek dogodek, ki se zbere skupnost in tako. In ta iniciacijski proces ima kljub temu, da nekako tudi tehnologija za proces je bila zelo namerno izbrana, pač ta neka virtualna izkušnja, zaradi tega, ker poteka na ta način, tudi v sami psihologiji človeka. In gre čez 3 faze. Prva faza je v bistvu ta razpršitev subjekta, ki se pa potem ponovno vzpostavi v neki mreži in nekako nadaljuje pot na svoj način. Zanimivo je bilo, da nam je ta tehnologija virtualne izkušnje, ker je bila to prva generacija teh očal, ker še ni bila najboljša kvaliteta, dejansko omogočala, da je ljudem ratalo malce slabo, ker zdaj, ko smo že imeli tudi nove izvedbe tega projekta, ko zdaj pri uporabi teh očal ti ne rata več slabo, takrat pa je, in zaradi tega smo razmišljali o tem portalu in tudi celotne scenografije, da smo jo tako postavili, da smo usedli ljudi, da nam niso padali. Tako da je pa tukaj, bi jaz rekla, da kljub temu, da je ta nek iniciacijski proces, samo delo govori o postajanju, kako se nek individuum ali pa subjektiviteta v določenem trenutku vzpostavi in potem se razprši in se potem spet vzpostavi in razprši, da je to odvisno od neke mreže, v kateri se znajde. Lahko pač pri človeku je to socialna mreža, jaz pa, ker delam tako
Mislim, da je to skoraj edino delo, v katero vklopljen samo človeški akter, so ponavadi še drugi akterji, kot so gobe, bakterije in tako veliko drugih. So potem še druge mreže, ne? In koncept mreže in povezovanja je v bistvu povezava z mojimi ostalimi deli nekako. Samo delo je pač, tako kot si me vprašala, kako se je sploh začelo nastajati. Ja, dejansko z veliko pogovori z Maticom Potočnikom sva ugotavljala, kako sploh to prevesti v neko virtualno izkušnjo in dejansko si želela tudi vklopiti ta nek feedback loop v izkušnjo, ne? Da ni to samo neka izkušnja, da vsak, ko se bo usedel, imel pač zelo scenografsko in narativno enako, ne? In zaradi tega smo, ker nekako v vseh mrežah, kjer sodelujemo, smo v nekem feedback loopu z okolico in zaradi tega smo vključili tudi senzor za srčni utrip, ki narekuje v določenih delih tega potovanja, ne, tega rituala, narekuje tudi, kakšna je potem vizualizacija in s tem tudi vpliva na samo počutje osebe. Tudi zvok, ki smo ga izbrali, je zelo nameren, so to dolgi zvočni valovi, ki so nekako tako zelo fizični, tako da poleg tega, da je vizualno tudi zvočno, potem ta zvok potuje tudi po telesu, kljub temu, da se ga samo sliši, ne. Tako nekako bi jaz to opisala. Še kaj vas zanima? Irena, imaš ti še kakšno vprašanje za Sašo? Pod vprašanje. Mogoče bolje, da zdaj nadaljujemo, pa potem vidimo, če lahko... Okay. V redu. Potem bi pa jaz nadaljevala zdaj z enim takim kratkim mogoče premislekom, da se mi pri izbiri teh del nekako sta bila dva pola, bi lahko rekla. Eno je bilo ta dela, ki so nekako uporabljajo znanost kot neko orodje za odkrivanje, za ustvarjanje, za raziskovanje, za učenje, za širjenje našega razumevanja sveta, se pravi, ko omogoča vizualizacijo nevidnega, omogoča komunikacijo, povezovanje nadaljavo, tudi estetske, senzorične užitke, nekako lahko na nek način rečemo, da tehnologija tudi zabavna lahko. Potem pa ta druga plat, temna plat tehnologije, ki pa je tehnologija kot neko orožje oziroma kot nek nadzor, ki vdira v zasebnost, ki lahko izsiljuje, prepoznava obraze, prestreza begunce, razoseblja, targetira posameznike. Tehnologija ne nazadnje lahko tudi ubija, ne? Tako da ta temna plat se mi zdi, da pa tudi vprašanje same identitete, koliko res vpliva sodobna tehnologija na našo identiteto, kakšna je naša identiteta pač na spletu, koliko sebe dejansko sploh si želimo razkriti javnosti oziroma koliko se ta identiteta pokriva z našo realno identiteto. In Sara Bezovšek, se mi zdi, pri tvojem delu Cyberstalking se še posebej dobro ta prehod pokaže iz te neke zabave, iz tega neke veselje do komunikacije, v to neko zlorabo, izsiljevanje, nasilje, v bistvu, ki ljudi spravi v neko veliko osebno stisko, ponavadi je to nasilje nad ženskami predvsem. Pa bi te prosila nekako, da poveš tudi o svojem delu, ker to je del trilogije, a ne, da malo predstaviš to celotno trilogijo, kako je delo nastalo, kjer so še druge teme, pa malo o samem postopku, ker si predstavljam, da je tudi bil zelo dolgotrajen, da si to se poiskala in skupaj sestavila. Ja, v bistvu Cyberstalking, to je prevedeno v slovenščino spletno zalezovanje, je skupaj s filmoma Sextortion in pa Revenge Porn del trilogije o spolnem nasilju na spletu. Trilogija je del moje magistrske naloge, torej je začela nastajati med študijem leta 2017. Torej sem cirka 2 leti semi-aktivno rabila
da sem pogledala vse materijale, pa ustvarila v bistvu te svoje prve kratke filme. To je bil moj prvi, nek resnejši, kompleksni projekt. V bistvu sem pa predvsem začela z željo raziskovanja teh tehnik, torej mashup, remix pa apropriacija. In potem sem kmalu ugotovila, da je to neka smer, kjer se res dobro počutim in mi gre. Pa tudi ta storytelling moment, torej prikazovanje tem, ki niso čisto nove, ampak so še vedno aktualne, pa relevantne, pa tudi neznane nekemu širšemu občinstvu. Zdaj, kar se pa vsebin tiče, kot že omejeno, je bil to nek študijski projekt, torej eksperimentiranje, pa so mi takrat bile pač te teme slučajno zanimive, malo anti-climatic mogoče, ampak pa sem se zato pač odločila za njih. Nisem pričakovala, da bo končni projekt prišel tako daleč, med drugim je bila trilogija tudi v Axiomi razstavljena. Tako da zdaj trenutno pa delam netart, ki izhaja iz tega, še vedno delam mashupe, pa vse teme so v povezavi z internetom, ljudmi, society, tako. Pa tudi, kar se vsebine tiče, torej to spletno nadlegovanje, je pa tudi 4 leta nazaj so bile stvari malo drugačne, a ne. Ljudje se še niso toliko spoznali na te stvari. Tako da meni se zdi, da smo zdaj, 2021, že kar seznanjeni s temi temami, predvsem mladi, ki so bolj na udaru s tem, ker so kar tekoči v tem internetnem jeziku. Mi kar hitro preberemo, realno, če je kaj sumljivo. Torej bolj so trenutno na udaru, po mojem, boomerji, ki jim ni čisto jasno, če je kakšna fotografija fake, če jim kdo čudne stvari piše. Pri mladih edino opažam, ne vem, na primer na TikToku, da je bullying, torej to ustrahovanje še kar močno, ampak to so tudi res ti mlajši, do 18, do 17 tam nekje. Ampak ja, nočem pa diskreditirati pač tega cyberbullyinga in vsega, je res velik problem, tudi vsi samomori in umori, ki so se zgodili na račun tega je kar velik in je problematično. To je to. Ok, Sara, hvala. Meni se je tudi zdelo zanimivo, mislim, ko se v bistvu ukvarjamo s to identiteto, na kakšen način, čeprav tu res gre za te finese, kak te nekdo doživlja, kak hočeš, da te nekdo doživlja, potem kak nočeš, da te nekdo doživlja in kje tu nastane ta meja. V povezavi s tem v bistvu se mi zdi, da se film Aleksandre Saške Gruden zelo lepo navezuje, ker v bistvu ima ta moment sa zakritim obrazom in nam je se zvestno zdelo zanimivo zaradi tega, ker je v bistvu nastal leta 2001 in bi me tu zanimalo, kaj je za vas to pomenilo, ko ste naredili ta video 2001 in na kakšen način ste v bistvu na nek način se ujeli s tehnologijo takrat, ko ste naredili to delo in na kakšen način bi ga zdaj dojeli v tem trenutku, kot je Vesna to opazila, po eni strani protestnik, mu se kamera posname obraz in potem na temelju tega obraza dobi kazen, ali pa po drugi strani zdaj zaradi pandemije vsi moramo nositi maske. Torej, to je ena totalno drugačna, mogoče nepričakovana stvarnost in bi mogoče tu še nadovezala se na to, kar je tudi Hito Štarlo menjala, ta privilegija tega, kdo si lahko privošči, da je neviden in kdo je v bistvu dejansko neviden. Tu pa je razlika, kdo si lahko privošči, so v bistvu tisti, ki si lahko privoščijo, da niso sploh
prisotni online, dok tisti, ki so dejansko nevidni, so recimo ljudje, ki so, ne vem, v trgovini robljem ali recimo tisti, ki so nadlegovani, ne, tako da so to recimo zelo velike razlike. No, Aleksandra, prosim, ekran je vaš. Ja, hvala. Zdaj dejansko res 20 let minilo, to tudi meni zelo zanimivo. In to je dejansko tudi prvi tak video, ki sem se ga lotila kot videa narediti. Izhodišče je bila torej portret, avtoportret. Pri tem pa sem ostala za to idejo, da ne pokažem vsega, ampak pokažem samo eno zamegljeno, mogoče podobo, ki dopušča potem gledalcu, da sam poišče identiteto te osebe. Tako da jaz sem uporabila eno preprosto zadevo, na obraz sem si dala želatinaste te oblate, ki jih uporabljamo za peko peciva. Tako da to je bila zelo preprosta zadeva in te so bile toliko prosojne, da so prepuščale torej en del videza obraza, hkrati pa zmaličile ali pa nekako preoblikovale obraz. Ideja je bila povsem preprosta, najbolj preprosta, kar je bilo sploh mogoče, ker jaz sem ležala na travi, nad mano je bil ta snemalec, to je bil Zoran Srdić-Janežič, in njega sem prosila samo zato, da on s kamero snema in da hodi okoli mene, da počasi se premika, da jaz ležim, on pa nad mano snema torej iz ptičje perspektive moj obraz, in to v enem takem počasnem premikanju. In to vrtenje pač se v enem trenutku ustavi, toliko, da gre vse okoli in potem se ustavi in se tukaj nekje zaključi. In zdaj, pri tem se je zgodilo to, da sva uporabljala pač eno navadno kamero, jaz ne vem 20 let nazaj, kaj je sploh to bilo. Posnetek, ki sem ga potem pogledala, je bil pa en taki v bistvu napaka. V celoti je bil popolna napaka. Torej motnje, zamegljenosti, mislim, vse to, kar sem na koncu, ko najprej sem bila seveda zgrožena nad vsem, sem rekla, kaj naj zdaj s tem. In potem sem pa to izkoristila in dejansko ni nobene montaže, nobene predelave, ničesar nisem pravzaprav več potem delala na tem posnetku. Tudi z vsem, kar je, z temi motnjami, z temi kvadratki, z vsem tem, je to to. To je nekaj, kar je za mene en fantastičen učinek na koncu doseglo brez posebnega načrtovanja. In to je tudi sicer zame en princip dela, ko želim s temi osnovnimi, primarnimi sredstvi doseči maksimalni učinek. Kar se pa tiče nekega prikazovanja pa identitete, pa tudi sicer se to ponavlja potem kasneje v vseh delih, ko identitete nikoli povsem ne pokažem, ampak jo samo nakažem. Recimo s tem, da snemam ljudi ali od zadaj ali iz ptičje perspektive, nikoli pa direktno v obraz. In mogoče ravno iz tega, kar sem na začetku rekla, da me zanimajo te variante interpretacij in tega, kako ljudje lahko neko osebo vidijo seveda skozi svoje oči in jo naredijo takšno, kot si jo oni želijo ali pa kot si jo oni predstavljajo. In mogoče je to na eni strani skrivanje in dejansko neko prikrivanje lastne identitete, ko se ne pokažeš in je mogoče odzadaj en strah pred pojavljanjem, pred prikazovanjem sebe, ali pa je pač potem to samo
ta širina možnosti, kako nekaj lahko vidiš ali pa interpretiraš po svoje. Kaj bi bilo še smiselno povedati? Dosti vprašanje je bilo o tem, kar si Irena izpostavlja. Mogoče na kakšen način vidiš to povezavo s tem, kaj živimo danes? Kako bi danes, ker se danes delo zelo drugačno interpretira, recimo, tudi na način, kako uporabljamo tehnologijo, pa recimo umetna inteligenca, ki zaznava naše obraze in je potem so oni tudi na nek način, obstajajo določeni predsodki, ki iz tega izhajajo, in se mi zdi zanimivo, da v bistvu prav ta želatina, ki je zelo enostavna zadeva, ampak obraz naredi neprepoznan, ne? Tako da se mi to zdi zelo zanimivo. Mislim, ne vem, na kakšen način dojemate ta neki sodobni trenutek oziroma film v današnjem trenutku. Jaz mislim, da se tukaj da tudi sicer, tako kot se z maskami, da izredno veliko razlag najti. Tudi danes se mi zdi, da ponuja ta čas ogromno različnih možnosti. Torej, ali se z masko dejansko ščitimo, zdaj konkretno je, ali je to virus ali pa karkoli, ki nas ščiti pred nekimi zunanjimi vplivi ali pa nevarnostmi, ali nas maska dela nevidne zato, ker želimo nekaj narediti in nas s tem pred drugimi pogledi recimo ščiti in brani. Dejansko ona prikriva tudi naše čustvena stanja, ona ne pokaže nobene te naše recimo nagnjenosti ali pa nečesa takega. Hkrati je pa lahko maska ta moment zabave in nudi torej eno drznost ponuja človeku. Tako da tudi v tem danes, ko nosimo te maske, mene sicer osebno to precej mogoče celo straši, ker ne prepoznavam več oseb. Te naša zaznavanja so izredno omejena in s tem danes tehnologija, takšna kot je, z prepoznavanjem obrazov, tukaj nima moči na nek način, ne? Ker ko si prikrit, ko si z masko, te tudi tehnologija ne bo več prepoznala. Tako da je to en hecen moment. Na eni strani izreden porast teh možnosti tehnološkega razvoja, na drugi strani pa en taki preprosti trik, ne, ki ni trik, ampak to z masko onemogoča vsakršno prepoznavanje obrazov v te namene, ne, da bi hotel nekoga. Ne vem, če sem odgovorila. Ja, hvala. Ja, pa bi pol še kar nadaljevali, še Jasna, še s tabo. Pri opisu, pa tudi pri naslovu tvojega dela Tense Present šum fotonov uporabiš fizikalno analogijo, hkrati pa v seriji del Tense Present družbeno kritično obravnavaš današnji čas in citiraš filozofa Borisa Budna, ki družbo opredeljuje kot prehod od brezrazredne družbe do brezdružbenega razreda. Kakšen je tvoj pogled na prepletanje tehnologije in družbe in kako gledaš na moč medijev, ki jo imajo nad posameznico in posameznikom, in seveda, če poveš malo več tudi o samem nastanku dela in kako se to delo vklaplja v tvojo siceršnjo prakso? Morate se unmutati. Ja. Ok. Hvala.
Najprej bi se zahvalila za povabilo in za to krasno družbo in tudi dejansko pohvalila obe kuratorici za tak koncizen in zelo zanimiv koncept, dejansko, ki ga v prvem trenutku se niti ni dalo še točno videti, po tem ogledu vseh teh videov pa je res tako prav res lepa struktura. Tako za uvod. Kaj bi rekla, jaz v bistvu že od samih začetkov ustvarjanja se nekako vedno znova pride v osredje mojih, razmišljanj čisto preprosta ontološka vprašanja, mislim, vedno se ukvarjam z človekom v danih situacijah časa in predvsem, tudi sicer delam tudi, skoke v preteklost in prihodnost, ampak nekako se odzivam na stanje družbe, v kateri smo, in tako nekako vedno poskušam, kako bi to opredelila, mogoče tako kot nek kozmonavt iz vesolja gledati dol na to, kar se nam dogaja, Vedno poskušam najti ne samo tako v svojih delih, ne samo odziva na dano situacijo, ampak vedno poskušam najti še ozadja ali pa v bistvu nek kontekst, v katerem se nam stvari dogajajo, ker se mi zdi, da včasih tako nismo dovolj pozorni, in neke stvari v bistvu dojemamo zelo na prvo žogo in mogoče ne pogledamo. Zato vedno poskušam v teh svojih delih nekako nek problem ali pa neko stvar, ki jo zaznam ali pa ki se me dotakne, postaviti v nek drug kontekst ali pa jo poskušam interpretirati skozi neke druge, preko nekih drugih sredstev ali pa z enimi drugimi orodji, zato tudi večkrat se mi zgodi, da se moja dela dotikajo nekih znanstvenih vprašanj ali pa nekih znanstvenih teoretskih postavk in tako. Pa v bistvu nehote, mogoče zdaj skozi čas, ker že dolgo ustvarjam, ker nisem iz mlajše generacije, je to dejansko postal nekako, v bistvu lahko gledam, kako je v razvoju, že v teh kratkih 15-20 letih dejansko se ta povezava zelo močno razvila, in dejansko je, tako kot smo tudi v tem izboru videli, nastajajo krasna dela v povezavi z znanostjo in umetnostjo. Jaz sem štartala čisto drugače, ampak vedno bolj rinem tudi v tej smeri, ker sem delno že ves čas se mi je to dogajalo, da sem se trkala ob ta vprašanja, zdaj, da ne bom predolga. Tukaj konkretno sem po televiziji videla ta posnetek oziroma 5 posnetkov iz drona leta 2015 skupine beguncev, ki je tukaj na Štajerskem nekje se prebijala proti avstrijski meji, in potem sem šla iskat ta posnetek in sem videla, da so ga skoraj vse televizije objavile, zaradi tega, ker je imel eno tako nenavadno moč, mogoče je bil še močnejši od vseh tistih obrazov, ki smo jih nenehno videvali, zato ker je imel neko tako posebno estetiko, oziroma mislim, da je imel to kodo zgodovinsko, v bistvu, ko vidimo eno skupino ljudi, da gre peš skozi neko pokrajino, nam to ustvari takoj asociacijo, da v bistvu, da so v neki migraciji, in v bistvu asocira na vse možne migracije, in ker je bilo to tako abstraktno in lepo je bilo, zelo, mislim, v bistvu je bilo tako kot ena grafika mimo teh koruznih polj, in se mi je to zelo vtisnilo. In me je ta posnetek spremljal. Na koncu sem ugotovila, da je v bistvu to naredil en snemalec iz televizije Slovenija, Ergin Zeči, in v bistvu je to res
po moje en najbolj prodanih posnetkov v zvezi z ta prvim valom beguncev, ki so prišli pač iz Italije ali pa iz Turčije k nam. No in potem včasih se to zelo posreči, ne? Včasih moraš iskati in dolgo, ne vem, iskati to vse jasno, da na nek poetičen način ali pa skozi ena druga sredstva interpretacije poskušam nakazati problem ali pa vprašanje, ampak tukaj se mi je pa takoj, mislim, to je tisto, ko včasih imaš take srečne trenutke, da se ti v bistvu povežejo ene stvari, ne, in sem se spomnila na ta pojav oziroma na ta fenomen iz fizike oziroma iz optike, ki se mu reče šum fotonov oziroma photonic noise. To je v resnici je to v bistvu v teh lečah ali pa v optičnih napravah, ki v bistvu nekako skozi čas ugašajo ali pa se kvarijo, da je vedno manj teh pikslov, ne, in je slika vedno bolj temna, ne, oziroma ali pa čisto bela, ne, se to je čisto preprosto, recimo projektorji se kvarijo, videoprojektorji na ta način, ne, da imajo vedno več tega noisa in na koncu več sploh ni slike, ne, in tukaj pri tem posnetku ravno in pri tej naši vznemirjenosti v tistem času, ne, ko smo vsi te begunce spremljali, ne, sem pač prišla, ko sem o tem razmišljala, do spoznanja, da je v bistvu s takimi posnetki ali pa nasplošno z vsemi katastrofami ali pa z vsemi problemi v bistvu se zgodi isti proces, da na koncu čez nekaj časa v bistvu postanejo šum oziroma zginejo oziroma o njih več ne razmišljamo, ne. Danes to je bilo leta 2015, evo po 5 letih skoraj sploh nobeden se več ne vpraša o beguncih, čeprav jih je zadnjič videla, ne vem, jih je tako število prišlo iz Afrike, ne, kot jih nikoli do zdaj, ne, ampak to sploh niti ni več tema poročil, ne, in to se mi je zdelo tukaj taka, mislim, se mi je zdela posrečena kombinacija in tudi pač neka estetika je nastala s tem, da je to pač mišljeno kot loop, ne, kot endless tape, ne, v prostoru. Je pa to tako en video, tako kot si že omenila, Vesna, iz serije Tense Present, ki je taka besedna igra o tem času, v katerem pač živimo, ne, in v bistvu postaja skoraj, ne, vedno bolj tesen, tesnoben. Tako, evo, toliko. Hvala, Jasna. Irena, mogoče veš, imamo še kakšno vprašanje? Zaenkrat ne, ampak mene zanima, če mogoče nekdo od vas ima kakšno vprašanje za nekog drugog. Uršula. Jaz imam vprašanje za Sašo. Na začetku, ko je začela opisovati svoj projekt, napisala, da v bistvu zaradi tehnične pomanjkljivosti, ne, da je bil učinek na obiskovalca oziroma uporabnika tega projekta, ne, slabost, in da je bilo v bistvu zdaj, ne, ko je pač tehnično to napredovalo, ne, da tega več ni. Pa nisem čisto dobro razumela, ali je to bilo mišljeno kot ena posebna naključna prednost ali ne. Ja, da te vrže iz tistega običajnega stanja, da je neka priprava mogoče, da si bolj odprt za... V bistvu z uporabo, takrat to so bila res prva generacija teh očal, ko so bile tako za množično uporabo, še mislim, da res ko prva še na nekim tem platformah za zbiranje denarja smo jo lahko kupili in tako res. In takrat niso bili optika v očalih ni bila še tako dobro narejena, da dejansko, če si očala del časa uporabljal in ta naša izkušnja traja okoli 12 do 13 minut, odvisno od srčnih utripov, je ratalo slabo lahko. Enim že prej, tako da so mogli tudi ven iz tega, ampak tako, ko smo začeli z raziskovanjem in postavljanjem projekta in tako se meni zdela tudi taka happy mistake, ker dejansko smo hoteli
peljati ljudi čez neko res izkušnjo, ki je fizična, ki se ti zgodi, ki je težka, ker vsi ti prehodi in prehajanja niso lahka stvar. Tako da, potem v naslednjih iteracijah projekta, ki smo pač mogli se sprijazniti, da tega nimamo več, ker smo dobili novo očala. To je bilo meni malo žal, ampak pač tako je šlo in je bilo tako. Ja, zanimivo, kako v bistvu je bilo vključeno neko naključje, kot nek pozitivni element, podoben kot pri Aleksandri Saški, sicer na drugačen način, ampak tudi neka tehnološka motnja, ki pa je rezultirala ravno v pozitivnem smislu. Jaz mislim, da se meni to pri vsakem projektu zgodi na nek način. Vedno se najde neka tehnološka, nekaj, kar se zdi na začetku, da bo tehnološka motnja, potem pa se pač to seveda uporabi za projekt, da pove svojo zgodbo, ki jo ima za povedati. Tako da, nekako. To je en tak kreativni moment, mogoče umetniški moment uporabe tehnologije v umetniškem kontekstu, se mi zdi, vedno, da pride, da znamo uporabiti mogoče kaj, kar bi znanstvenik takoj zavrgel, tukaj pa mogoče res najdemo še inspirativni moment. Ja, pa verjetno tudi zaradi tega, ker veliko teh tehnologij kakšne niso narejene za umetniški eksperiment. In že tako, ko jo vzamemo v roke, pa gledamo, kaj bi z njo že v tistem trenutku jo uporabljamo na drug način, smo veliko bolj svobodni, kot nek znanstvenik, ki ima neko svojo metodologijo in mora pač iti po svojih, pač dobiti neke vrednosti v neke številke, medtem, ko nam objektivnost, neko tako fiktivno objektivnost, ki gre v njihov sistem. In potem pri nas je pa tako, da mogoče se včasih vprašamo, kaj je to res objektivno, ali kaj pa tehnologija govori, katero politiko ima v zadnji, vse ta vprašanja. Tako da smo v tem smislu veliko bolj svobodni. Jaz bi tu še nekaj dodala, in sicer med ta čas, ravno ko govorimo o teh tehnologijah, ki jih s takim veseljem in s tako evforijo umetniki uporabljamo, in ful se veselimo vsake nove možnosti. Malo me spominja to na v resnici 70. leta, ko se je pojavil video art in ko so pač te tehnologije flowa nastale nekako, pa niso vedeli, kaj s tem početi, in se je najdlo tam predvsem, ta newyorška scena, se je najdlo v bistvu cela vojska umetnikov, ki so bili pripravljeni za stojn v resnici in so recimo 20 let razvijali jezik, ki ga imamo danes, televizijski ali pa kakršnikoli. Tako da me to malo spominja, se mi zdi, da je to zanimanje recimo nekih znanstvenih institucij tako vedno bolj v bistvu, en čas, v bistvu, ne vem, 20 let nazaj ne bi te noben spustil v laboratorij, mislim, tudi jaz, ker sem veliko pač delala z biologi, pa zdravniki so se tako nasmihali, pa tako pač so si mislili, kaj zdaj tle, jaz eno operacijo snemam in tako, zdaj so pa kar zainteresirani, tako se vidi, prvič se vidi ta povezava, ki se je zgodila, čist taka dejansko, ki nima slabega namena, ampak če pa gledamo korporativno že spet iz teh velikih sistemov, ala CERN pa to, ki vabijo umetnike, se mi zdi pa tukaj pa je tudi tiči ta nevarnost, o kateri smo na začetku govorili, ne samo ta surveillance, ki nas obkroža, ampak dejansko, da bojo zdaj že spet ene vojske nas umetnikov v bistvu pomagale presegati to omejenost, ki jo imajo ravno pač znanstveniki, ki pač vse mora biti točno določeno, vse mora biti merljivo, mi pa gremo vedno levo, desno in iščemo in napake nas veselijo in tako. Pri tem se pa vedno kaj novega najde. To sem hotela še dodati v to naše veliko veselje za tehnologijo, ki ga imamo. Ja, jaz bi sam dodala, da je moja izkušnja zelo podobna, v bistvu ta odprtost znanstvenih institucij, vse tukaj v Ljubljani, to je res nenavadno, nenavadno, ja, je res, so odprti, zanima jih način, kako delamo, kako razmišljamo, tako zdaj
ne bi rekla, da pride do enega vpliva, mogoče, ne vem, iz kakšnih naših umetniških projektov tudi nazaj, ampak vidim, da jih zelo zanima, no, da so odprti in tudi sprejemljivi za to, da dajo na razpolago tehnologijo, da se razvijajo projekti v teh inštitutih in tako da v kliničnem centru, na inštitutu Jože Stefan, povsod sem imela podobno izkušnjo. Bi pa mogoče sam to še omenila, no, kar se tiče tako, no, te tehnologije, znanosti, pa te euforije nad tem, ne. Jaz sem lani, sem pač več brala Paul Virilija in se mi je zdela, v bistvu ena misel, on je to, da Information Bomb je eno delo, leta 2000 je šlo, prav zapomnila sem si en stavek, piše, ne, kako se je moderna znanost pretvorila v tehnoznanost, ne. In razlika je v tem, ne, da tehnoznanost pravzaprav jemlje ta tehnološki vidik kot bistven, ne, da je ne zanima več ta, ko se je izražal, resolucijska resnica, znanstvena resolucijska resnica in da ta analogni miselni proces upada v prid temu zaupanju, tem vsem merilnim tehnološkim instrumentom, ne, ki nam bojo pač razkrili, dali podatke in tako naprej. Tako da je ena taka razlika, no, to je res nek trend, to zaupanje tehnologiji. Mislim, da, ne vem, tudi če v umetnosti to nekako opazujemo, je to precej prisotno, ne, da se mogoče zgublja včasih pri teh projektih res eno, ne vem, idejno ali pa konceptualno vprašanje, ne, da se preveč zaupa nekemu tehnološkemu spektaklu mogoče ali pa nekim učinkom, ki jih tehnologija proizvede, in ne nekim mogoče vprašanjem, ne vem, ki bi lahko to vodila, ne vem, ali v resnici, ali epistemološkim vprašanjem, ali recimo ontološkim, kot je Jasna omenila, ne, tako da tle so mogoče ena taka vprašanja, no. Ja, jaz bi se to, vsekakor te nevarnosti obstajajo, ne, sploh v okviru neke bolj popkulturnega razumevanja tehnologije pa to, ampak vsekakor se mi zdi pa tudi, da nastaja cel kup enih del, ki prevprašujejo dejansko tehnologijo, ki se sprašujejo o tem, kaj nam bo sploh prinesla, kaj nam bojo neke vse te tehnologije, ki opazujejo zdaj celoten planet, ne, zdaj imamo že celoten planet nekako pod kontrolo, z raznimi senzorji jih od daleč, od blizu, od zelo blizu opazujemo, ampak mislim, kar nekaj umetnikov poznam, kar ravno to prevprašuje in to kritizirajo dejansko, da ne moremo verjeti zdaj tehnologiji, da recimo ne bo rešila planet, ki ga uničujemo, ne, tako da vidim tudi ta aspekt, pa po drugi strani vidim tudi ta aspekt, kakor sem jaz imela izkušnjo na rezidencah v tujini, v laboratorijih na Free University v Berlinu in tudi v Amsterdamu, da pa znanstveniki, seveda jih ful zanimamo, pa nekaj časa nas tako gledajo kot slike na steni, pa smo tako zelo fascinantni, ampak čez nekaj časa pa, ker postavljamo veliko vprašanj, tudi njim pomagamo postavljati nova znanstvena vprašanja, ne. To jaz nisem nikoli pričakovala, da bom kaj takega slišala nazaj, pač to so neke težnje, ki jih nekako sem jih zaznala nekako v raznih situacijah in razstavnih prostorih, kjer sem bila, ampak nikoli v znanstvenem kontekstu. Potem pa, pridejo pogovori, pa se dejansko sem opazila, da me večkrat kličejo na pogovore, da se pogovarjamo o njihovih raziskavah, jaz sprašujem o svojih raziskavah in nekako so po nekaj mesecih, ko sem bila tam, pač mi dali feedback, da so zaradi tega tudi oni neka svoja znanstvena vprašanja, svoje tudi znanstvene članke drugače postavili zaradi naših pogovorov, ne. Tako da to so tendence, ampak vsekakor to je še vedno, to sta dve različni kulturi, ki sta zelo drugačni in pač to ni nekaj, ki bo zdaj takoj skupaj skočilo, pa bo se krasno super šibalo, ampak se pa lahko dotikata, pa rahlo vplivata ena na drugo, ne. Ja, gotovo. Jaz nisem mislila pač kritično tako povedati. Rekla sem, morda je tako tudi kakšna taka nevarnost, oziroma pravzaprav je, ampak
Kar se tiče res dobrih teh projektov znotraj umetnosti in znanosti, nedvomno, ker so pač res zelo pomembna dela, ki na en zanimiv, res dober način pokažejo kakšne, ne vem, etične problematike, moralne, vrsto enih vprašanj, ki jih znanost nekako včasih pusti ob strani, tako da to je res prednost, pa tudi svoboda umetniških projektov, se mi zdi v tem en tak velik potencial. Kje bi jaz uskočila, ker sem ravno to hotela pripomniti, se mi zdi, da je ravno ta etično vprašanje v bistvu ta neka razlika temeljna pri umetniškem pristopu ali pa znanstvenem pristopu. Nekako, mislim, ni nujno, ampak se mi zdi, da je bolj prisotna v umetniškem tem raziskovanju to etično izhodišče, pa tudi to, kar smo se prej pogovarjali, to v bistvu sprejemanje teh napak, v bistvu učenje iz napak, inkorporacija teh napak in se s tem nekako razširi tudi neka to miselnost oziroma obzorje nekako se razprene na nek drug način, kot recimo znotraj znanosti, ker je omejena s to metodologijo, pa tudi z naročniki oziroma s tem, ker ima nek konkreten cilj. Znanost ima vedno nek cilj, nekaj raziskati, pride do nekih odgovorov in karkoli od tega odstopa, kot smo prej rekli, porežejo. Umetnice, umetniki nas pa ravno to zanima, tista odstopanja in tam iščemo neke nove potenciale. Se mi zdi, da nekako nujno bi mogli ohraniti to, da gresta v bistvu z roko v roki, nekako, da ne pustimo znanosti same s tehnologijo, ampak da umetnost se aktivno vključuje v to in nekako širi oziroma tudi usmerja ali pa spravi na drugačno pot, na boljšo pot, samo znanost. Ja, jaz bi tudi dodala to, kar si rekla, Vesna, da je v tem času, ali pa tako kot Uršula, ki si omenjala Virilija, da je ta aplikativna znanost prevladala, da v bistvu vse se v bistvu dela z načrtom, zelo malo imajo znanstveniki prostora, vse te, ki jaz poznam tukaj, jaz ne vem, Saša, mogoče ti imaš boljšo izkušnjo, na vseh velikih inštitutih, s katerimi sem delala, so dosti omejeni, produktno, skoraj produktno, kaj šele, da bi čist neki zase raziskovali, tako da tukaj je ta problem. Jaz sem recimo delala pred leti en film za Nacionalni inštitut za biologijo, kjer so prav želeli, da je umetniški, da je tak čist, v bistvu ravno govori o tej etiki znanstvenikov oziroma en tak, v bistvu, da razgali tudi pomanjkljivosti oziroma kaj naj bi znanstveniki, poleg tega, da sam raziskujejo, počeli, in skozi to smo nekako prikazali tale inštitut, na kar so ga prijavili na en velik festival nekje v Italiji in čist vedno vse filme tam sprejmejo in tega pa niso sprejeli. In potem je klicala ena, v bistvu, ki je bila s tem Bojanom Sedmakom iz Niba, sta bila prijatelja, iz tega iz skupine organizatorjev, in je rekla, veš kaj, to pa ne gre skozi, mislim, takih vsebin pa tukaj ne moramo mi predstavljati, mi moramo predstaviti dosežke, mislim, kaj smo uspeli, ne pa da se neki znanstveniki sprašujejo o etičnih vprašanjih in tako. Tako da, to je bila zelo zanimiva izkušnja. On je bil čisti sebe, ker je bil tako navdušen nad tem filmom in je tudi tako, res to je bilo eno sodelovanje, pol leta smo tako res noro dobro, na koncu pa v bistvu, marsikje so nas prejeli, pa tudi nagrade smo dobili, ampak na tem, ki je ima tudi neko katoliško, kaj jaz vem, fundacijo za sabo in tako, skratka, tam so pa čist vam padli, da kaj tacga pa ne more biti, Tako da tlele se mi zdi, da je catch, kar pa spet na koncu pridemo do spet družbenega konteksta, in denarja in financiranja in vseh teh stvari, bi rekla. Ja, meni zdaj to spomnilo, kar si povedala jasno na to, kako moramo tudi kot umetniki, ki smo v teh kontekstih, paziti, a nas bojo uporabljali za kako se tem reče, znanstveno komunikacijo, science communication materijala, ker to je v njihovih razpisih vedno ena kljukica, ki jo morajo upraviti, ali bomo lahko
upravljali to neko svojo, jaz bi rekla temu družbeno nalogo, a ne, da to etiko ali pa ta nek družben kontekst pripeljemo znanstvena dejstva, ne, kar se mi zdi, kar si ti opisala, da ste naredili, in to se mi zdi super. Tako da to je vedno ta moment, ki tudi, mislim, jaz, ko začnem z nekimi znanstveniki se pogovarjati, moram zelo narediti uvod v to, da jaz tega ne bom komunicirala njihovih raziskav, ampak delala svojo, ne, kot ljudem. Dobro. Jaz bi se rada vsem zahvalila. Mislim, da se je zelo zanimiva diskusija razvila in mi je super, da smo se v bistvu dotaknili tudi teh vprašanj znanosti, povezave med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo. In ja, s tem bomo v bistvu zaključili naše Diva sodelovanje za to leto. Upam, da bomo nadaljevali mogoče v prihodnje. In hvala vsem, da ste se udeležili dogodka. Bilo je zelo zanimivo vas poslušati in tudi pogledati vaše filme. Hvala za povabilo. Ja, Hvala, ja. Hvala. Hvala tudi z moje strani in v imenu postaje Diva in STC Ljubljana. Hvala, adijo vsem, ki ste spremljali. Adijo.